Tokrat pa malo vizionarska napoved. Mogla sem se kar verjeti, da bo grozen, ne se ni. Več kot si klical. Če se ta trenutek zdi še komu čudno ali pa nenavadno, ne vam zagotovim, da se boste definitivno v prihodnosti vsi zelo zavzeto in zagreto ukvarjali s svojimi mislimi. In seveda tudi s točno določenim namenom, kaj pri tem hočete doseči. In to se vam bo zdaj tako zelo samoumevno, kot se moškim vam danes zdi spremljati šport, šraufati avtomobile, če se jih rabi, ali pa vsaj voziti, da se šraufajo, tako kot se ženskam danes zdi pomembno hoditi na trepalnice pa na nohte, ali pa kot se nam vsem skupaj danes zdi pomembno, da ko nas nekaj boli, ko smo bolni, da obiščemo zdravnika. Kaj pa vi? Na kateri točki ste zdaj? Se že kaj ukvarjate s svojo glavo, s svojimi mislimi, razmišljate, kaj mislite, ali se še vedno ukvarjate samo s tem, kar lahko vidite, pa kar lahko oprimate. Skratka, medicina misli, naravna medicina, to je prihodnost. Jaz se veselim, dajte se tudi vi, ker prinaša same lepe, dobre, pozitivne in produktivne stvari. Je ključni del miselnega preskoka, ki ga potrebujete.